En lep dober dan in dobrodošli na današnjem webinarju z naslovom Resnica o marketingu v letu 2024, ki jo z vami ne želi deliti nihče. Danes sem z vami Rok Makovec, eden izmed 3 soustanoviteljev spletne agencije IT Melona. Moja naloga na IT Meloni je, sem izvršni direktor spletne agencije. Za sebe pravim, da sem strokovnjak digitalnega marketinga, hkrati pa ne bi mogel biti to, če ne bi imel svoje ekipe v zadnji. Torej, to je naša ekipa, s pomočjo katere smo v preteklosti, pomagali že mnogim podjetjem do njihove digitalne preobrazbe oziroma do digitalnega preboja, do večjih rezultatov, digitalizacije in tako naprej. Če se vrnemo k temu, o čem bomo dejansko danes govorili. Danes bomo govorili o parih stvareh, kar se tiče marketinga v letošnjem letu, na kaj je potrebno biti pozoren, dejansko katere aktivnosti je potrebno početi in pa seveda kakšne spremembe se nam tudi napovedujejo. Torej, zakaj je pomembno, da se poleg performance kampanj osredotočimo tudi na branding kampanje, na daljši rok bomo govorili danes, torej kako se lotiti dejansko priprave oglaševalskih materialov za vaše kampanje, kako doseči zastavljene prodajne cilje. Jaz verjamem, da ste si letos vsi zadali visoke prodajne cilje, vsepovsod se govori, da leto 2024 bo eno izmed najboljših let do sedaj prodajno, tako da jaz verjamem, da ste si svoje cilje že zadali. Če še niste, je zdaj zadnji čas, da si jih zadate, ker le tako jih lahko dosežete seveda. In pa nagovorili bomo tudi, kaj prinašajo dejansko dopolnitve na področju GDPR-ja. Seveda, če se bo pojavilo kakršnokoli vprašanje vmes med samim predavanjem, ga lahko zapišete v chat in z veseljem odgovorim, če bo možnost že vmes, drugače pa po zaključku samega predavanja. Prosil bi samo, da tisti, ki imate prižgane mikrofone, da kolikor imate kakršnekoli šume ali karkoli ozadje, se daste na mute, zato da ne boste motili ostalih, ko bom govoril. Hvala. Torej, če pogledamo performance vs branding, jaz verjamem, da vsi že zelo dobro poznate razlike med enim pa drugim oglaševanjem, vseeno pa bomo rekli par besed. Seveda, na performance strani oglaševanja se predvsem skoncentriramo na kaj imamo vsi naraje, na samo prodajo, torej na koliko so dejansko številke na koncu. Gledamo KPI, te KPI so lahko različni, eno je, koliko pridobimo potencialnih kontaktov novih strank, drugo je, koliko pa dejansko smo realizirali te prodaje na koncu. Pri performanceu gledamo predvsem kratko časovno obdobje in pa se osredotočimo na ciljane oglase, torej v čim krajšem časovnem obdobju želimo pridobiti čim višje rezultate. Medtem ko na drugi strani, kar se tiče branding oglaševanja, gledamo na dolgoročno prepoznavno blagovno znamko. Želimo, da se potencialne stranke oziroma naše stranke čustveno povežejo z nami, torej da nas poznajo, da vejo, da obstajamo in da so nam zveste na daljši rok. In zato tudi branding oglaševanje delamo na daljše časovno obdobje in ga merimo na daljše časovno obdobje. Pri brandingu je zelo pomembna zgodba. Zgodba je tista, ki dejansko na koncu prodaja in prodaja na daljši rok. Seveda se rezultati pri brandingu merijo v daljšem časovnem obdobju, kot sem že prej omenil. Torej, kar boste letos počeli na branding oglaševanju, bo dejansko prineslo vam rezultate konec drugega leta. Ampak vmes morate tudi seveda delati na brandingu neprestano. Mi sami pravimo, da je potrebno skozi performance oglaševanje graditi dejansko tudi na prepoznavni blagovni znamki, to bomo tudi potem še nekaj malega obdelali. Ampak dajmo pogledati, zakaj je v letošnjem letu zelo pomembno, da se osredotočite na gradnje prepoznavne blagovne znamke vaše. Zdaj, prva stvar je, da dejansko prepoznavna blagovna znamka pripomore k, bom rekel, na eni strani vaši prepoznavnosti, na drugi strani stabilnosti podjetja na dolgi rok. Torej, tisti brendi, ki so uveljavljeni, imajo večjo verjetnost, da bodo obstajali dlje časa in da bodo se ljudje vračali tja z dodatnimi nakupami ali izdelkov ali storitev. Če delate na brandingu, dajte biti drugačni od konkurence, dajte se razlikovati od ostalih, kar počnejo. Torej, skozi branding je zelo pomembno, da gradimo zaupanje in pa lojalnost blagovni znamki in pa seveda s pomočjo tega potem postanemo tudi bolj odporni na vplive krize, kar je v tem obdobju sedajšnjem zelo pomembno. Zdaj, zakaj sem tukaj izpostavil te 4 logotipe zelo poznanih veljavnih blagovnih znamk? Zato, ker verjamem, da jih vsi poznate, vsi ste že kdaj kaj kupili od njih
In pa tudi, če vam bi pokazali po noči, 3 zjutraj, ko vas bi zbudili, bi točno vedeli, kateri izmed teh logotipov je kateri. Seveda, to so blagovne znamke, ki so že dlje časa uveljavljene, so na trgu, bom rekel, že kar nekaj časa z nami, skozi nekaj generacij, ampak vseeno so delali zelo dobro na gradnji blagovne znamke. Hofer je pa zato med njimi, ker jaz verjamem, da ste vi vsi lani videli eno zelo, bom rekel, zanimivo reklamo, ki je med Slovenci pustila tak, bom rekel, mešane občutke. To je bila ta reklama z Vlada Bizovičarja, ki se je večkrat ponovila v različnih, bom rekel, imitacijah. Ampak namen te reklame je bil ravno to, da se bodo ljudje pogovarjali o tem. In ljudje se še danes pogovarjajo o tem, kakšno reklamo je Hofer posnel, in na podlagi tega so zgradili zelo dobro, utrdili svojo blagovno znamko. Torej, zdaj, če pogledamo primer, kako s pomočjo performance oglasov dela tudi na gradnji blagovne znamke. Prva stvar je, da dejansko morate vse posod izžarevati eno in enako celostno grafično podobo. Tukaj imamo na primer 2 primera oglasov, ki smo jih mi pripravili za našo lastno kampanjo naše marketinške konference. Na oglasih zelo jasno povemo, kaj ljudem ponujamo, in pa seveda tudi vedno povemo, kakšen je klic k akciji. Ker zavedati se moramo, da kljub temu, da delamo na prepoznavnosti brenda, da želimo pridobiti neke uporabnike na našo spletno stran, in tudi moramo povedati, kaj želimo, ko to oglas vidijo te ljudje, da naredijo. Torej v tem primeru je, da izkoristijo cenejšo ceno in dejansko, da obiščejo naše spletišče in nakupijo karto. Vedno pri teh oglasih smo pozorni, da povemo, zakaj točno gre, torej gre za 11. marketinško konferenco, povemo dejansko, kakšen je naslov, in pa seveda, kaj bojo dejansko tisti dan tam tudi pridobili. Na drugi strani imamo en bolj branding oglas, torej še večja, še boljša mednarodna marketinška konferenca, kjer pa ne povemo, zakaj točno se gre, pa delamo zgolj na temo, da ljudje vidijo, da obstajamo in da dejansko naš brand gradimo. Zdaj, če pogledamo na drugem primeru, kjer pa dejansko nismo prodajno usmerjeni v celoti, to je pa primer Ghost koles. Tukaj pa želimo dejansko skozi kreative oglaševanja ljudem prikazati, bom rekel, občutke, torej otroke, ko dejansko kolesarijo z novim kolesom, kako so veseli, odrasle, ki gorsko kolesarijo in dejansko se družijo, se imajo fajn. Po drugi strani adrenalinski prikaz tega, kaj lahko z njihovimi kolesi počnemo, zato da pač pri ljudeh zbudimo ta občutek, ki ga že poznajo ali ga pa želijo doseči s tem, ko bodo kupili Ghost kolo. Tale desni oglas je seveda že nekoliko bolj prodajno naravnan, ker jim povemo, kaj se zgodi v primeru, da obiščejo našo poslovanje, da obiščejo Ghost poslovalnico, in pa dejansko, če kupijo kolo, kakšne vse beneficije pri nas imajo. In v to smer dejansko gre oglaševanje na spletu, kar se tiče, bom rekel, statičnih kreativ. Zdaj pa, kakšni naj bodo pa dejansko vaši oglaševalski materiali? Jaz sem tukaj pokazal ene par fotk, ene par grafik. Je pa zelo pomembno, da se osredotočimo na video vsebine. Video vsebine so v ospredju zdaj že zadnje, bom rekel, 3 do 4 leta, ampak vedno bolj, bom rekel, prevladujejo. Zakaj? Prevladujejo zato, ker so se pojavila nova omrežja. Tako je, TikTok je zdaj že nekaj časa z nami in bazira zgolj na video vsebini. Torej, če nimamo video vsebine tudi na Instagramu, če nimamo video vsebine tudi na Facebooku, postanemo dejansko nezanimivi. Še vedno je video vsebina, bom rekel, do 10-krat bolj gledana, torej do 10-krat več dosega ima, in pa do 10-krat več klikov na samo spletišče iz oglasov, iz video vsebin. Seveda je pa pomembno, da to video vsebino, ko pripravite, da je, bom rekel, zanimiva in da uporabnika pritegne v prvih, bom rekel, 1 do 3 sekund, ker če ga ne pritegnemo v 1 do 3 sekundah, jaz pravim, da tisti 2 sekundi sta zlata sredina, bo enostavno preskočil video in šel naprej. Torej, če želimo, da si bo dejansko pogledal naše stvari, moramo imeti zanimiv hook na začetku, da pritegnemo pozornost in potem seveda vsebino celotnega videa takšno, da bo mu uporabna in pa zanimiva. Na splošno pa pri foto in video materialih, kot že dlje časa govorimo, ni več potrebna, bom rekel, vrhunska, visoka produkcija. Veliko bolje delujejo fotografije in videi narejeni z mobilnimi napravami, seveda odvisno v kakšni branži se nahajate, odvisno kdo so vaše končne stranke, ampak na splošno spletu boljše delajo videe, vsebine, ki jih posnamete sami, zato ker se ljudje s tem lažje poistovetijo.
Potem, kaj še lahko od materiala pripravite? Dajte imeti interaktivne vsebine, dajte uporabnike na vaših socialnih omrežjih povabiti k sodelovanju. Ne zgolj, da pogledajo neko vsebino, da jih vabite, da kliknejo nekaj naprej, ampak naj pustijo komentar, naj pustijo like, naj delijo. Na drugi strani, ko imate vašo bazo uporabnikov oziroma bazo mailov, da dejansko tudi te aktivirate k sodelovanju, da da nek odgovor na mail, ko ga pošljete, da jim ne pošiljate zgolj, v 3 dni, zato da pač pošiljate vsebine, pa da klikajo, ampak da tudi oni dajo nek feedback na vašo vsebino. Zelo pomembno je že zdaj daljše obdobje, da sledimo tudi vsebinam v realnem času, torej trenutnim trendom. To, kar ljudje vidijo skozi preostale medije, torej čez radio, čez televizijo, ne vem, v kino, v časopisu, kar je trenutno v trendu, da tudi vi vašo tematiko, vašega oglaševanja nekoliko naglasite na tja, saj bo imelo večjo berljivost, večjo vidnost. Mobile first, optimizacija za mobilne naprave. Zdaj v preteklih letih se je govorilo, da nekje med 60 do 65% uporabnikov na vašo spletno stran oziroma do vaših, socialnih omrežij oziroma družbenih omrežij dostopa z mobilne naprave. Zdaj so se te številke še drastično povečale in se še bodo večale v naslednjem obdobju. Zdaj je že tam med 75 do 80% obiskov spletnih zadev preko telefona in tudi na telefonu največ časa preživimo vsi, verjamem, ker nam je to ena stvar, ki jo nosimo praktično skoraj 24/7 s sabo, razen takrat, ko spimo, pa še takrat jo imajo eni zelo blizu sebe. Ampak, kaj to pomeni? Dajte vaše fotke, vaše videe, vaše kreative prilagoditi na dimenzije primerne za telefon. Torej, če imamo storije, naj bojo ti 6:19, torej da bojo pokončni, da bojo dejansko zasedli celoten prostor. Če objavimo Instagram objavo, dajmo objaviti 5:4, da zasedemo čim več, v razmerju 5:4, da zajamemo čim večji del ekrana. Zato, da ko prikažemo neko našo vsebino uporabnikom, da jim vzamemo čim več pozornosti, kar je možno, ker skozi pozornost, prvo, ko jo pridobimo, bodo dejansko potem tudi prebrali tekst, ki smo ga napisali, bodo kliknili na povezavo, ki smo jim ponudili in dejansko si bojo pogledali pa tudi vsebino, ki jim ponujamo na našem spletišču oziroma spletni strani. In pa ena izmed zelo pomembnih stvari v zadnjem obdobju, ki že tudi daljše obdobje se, dogaja, je vključitev prepoznavnih oseb. Naj si bodi to neke prepoznavne osebe sveta športa, televizije ali influencerji, ampak pri tem je potrebno biti zelo pozoren, s kom bomo sodelovali, saj nekoga, ki izberemo za, obraz podjetja oziroma obraz blagovne znamke, ga ne moremo kar čez noč zamenjati in pa mora biti tudi že v osnovi v skladu z tem, kar ponujamo na trgu. Torej, mora slediti nekim našim standardom, mora slediti, nekim našim načelom, katerim stremimo in pa mora dejansko sovpadati z našo, blagovno znamko. Torej, pri tem je zelo pomembno, da ste pozorni. Zdaj bom pokazal en primer dejansko oglaševanja na tak način, ko smo zdaj govorili. To je spletna trgovina plošča.si. Pri njih smo zgolj v 3 mesecih uspeli 9-krat povečati spletno prodajo. Naj povem, da to je dejansko, oni so bili, začetnik, to je bil čisti začetek spletne trgovine, ko smo tudi mi na eni strani izdelali, pa vsaj 1 leto delali sami oglaševanje, pa nismo imeli nekih določenih rezultatov, potem pa smo v 3 mesecih prišli do super številk. Zgolj v prvih 2 mesecih smo zbrali 1800 kontaktov potencialnih novih kupcev, v prvih 3 mesecih pa zbrali tudi 2700 članov zaprte skupine Domač kruh je boljši in pa 1078 novih Facebook sledilcev. Zdaj, kaj to pomeni? Oni prodajajo dejansko glineno pekovsko ploščo za peko kruha, pic in podobnih stvari v pečici. In dejansko mi smo pri njih prevzeli julija oglaševalske aktivnosti. Predtem so imeli nekje, med 1000 pa 1200 evrov povprečje mesečnega prometa. Skozi ta proces, ki smo ga zdaj pokazali, skozi te prijeme, o katerih smo govorili, smo prišli na skoraj 10 000 evrov mesečnega prometa že v prvih 6 mesecih, potem pa dejansko, ko smo začeli to še bolj aktivno delati, pa so zdaj nekje na 15 000 evrov neto prometa mesečno. Zdaj pa vprašanje za vas, pa lahko komentar zapišete na hitro, katera kreativa mislite, da je prodala več. Da dam še mogoče eno informacijo, dejansko smo prodajali skozi
priprava recepta za pico, smo prodajali glineno pekovsko ploščo, pri tem smo uporabili, zdaj na levi strani vidimo fotografijo, eno fotografijo, ki nam je poslala ena zadovoljna uporabnica, na drugi strani vidimo pa profesionalno fotografijo pice. Glavni namen je bil ljudem predstaviti recept za pico, seveda pa skozi recept pol prodati tudi ploščo. Vam dam trenutek, da zapišete. Ja, moram reči, da ste vsi prav zapisali. Dejansko je leva fotografija oziroma leva kreativa v istem časovnem obdobju oglaševanja prodala 69 nakupov oziroma 69 plošč, medtem ko je desna kreativa dejansko prodala zgolj 3 plošče. Z istim budžetom, z istim nastavljenim, bom rekel, istim nastavljenim interesno skupino, vsemi istimi parametri. Tako da, je pa res, da na prvo žogo, ko smo v pisarni to akcijo tudi pripravljali, to oglaševalsko kampanjo, nismo bili čisto prepričani, zdaj, ali bi uporabili to fotografijo ali ne bi, ker vseeno dejansko pica na tej fotografiji ne izgleda profesionalno, ampak je narejena doma. In ljudje kupijo glineno pekovsko ploščo, zato da lahko spečejo pico doma. Ljudje kupijo ploščo zato, da bodo čim bolj probali speči pico v domači pečici, vseeno to ni neka onikoda, ko jo zdaj poznamo že kar nekaj časa, kjer lahko spečemo, bom rekel, super izgled italijanske pice, ampak so se ljudje s tem poistovetili in dejansko je ta kreativa potem prodala več. In v to smer tudi morajo dejansko vaše vsebine na spletu iti. Zdaj pa, kako doseči zastavljene prodajne cilje v letu 2024 s pomočjo digitalnega marketinga. Prva stvar je, vkolikor si še niste, dajte si zastaviti cilje. Pa ko si zastavite cilje, dajte te cilje zastaviti nekoliko više. Zato, ker če boste zastavili više cilje, pomeni, da se boste še bolj gnali, da boste dejansko te cilje dosegli. Druga stvar je, če še niste pregledali, dajte narediti konkreten pregled preteklega leta. Kaj ste v marketingu počeli, na kakšen način ste se lotevali stvari in pa seveda kakšne rezultate je to na koncu doprineslo vam. In na podlagi teh rezultatov rečete, ok, kaj lahko naredim letošnje leto boljše, zato da bom še bolj uspešen v svojem marketingu. Seveda, ko imamo to narejeno, je pomembno, da si zastavimo na strategijo, kako bomo te cilje, ki smo si jih zastavili za doseg letošnjega leta, dosegli. To je zelo pomembno, da greste do potankosti, torej kaj bomo počeli prvi teden, drugi teden, ta mesec, naslednji mesec, prvi kvartal, drugi kvartal in pa v celotnem letu. Kakšna bo strategija nastopa, da bomo prišli do teh ciljev. Potem je seveda izris poteka teh aktivnosti, ker nič nam ne pomaga, če dejansko, bom rekel, si zamislimo strategijo in pa nimamo načrta, kako bomo to strategijo izvajali, terminska razporeditev in pa realizacija. Pri realizaciji se pa komaj vse ta pravo delo začne. Torej, pri realizaciji je pa potem potrebno spremljati, kaj smo realizirali in pa seveda optimizirati. Ker zato delamo na digitalu. Ker če bi delali tako bom rekel, po klasičnem delu, kot ga že poznamo, bi postavili en jumbo plakat, pa bi mislili, ok, ob avtocesti se pelja toliko pa toliko število avtov na dan mimo, toliko pa toliko ljudi nas vidi, ampak na spletu je pa to drugače. Na spletu pa lahko s pomočjo orodij optimiziramo, koliko ljudi bo obiskalo našo spletno stran, koliko ljudi bo dejansko kliknilo na povezavo in na podlagi prilagoditev teksta, kreative, grafike, videa in pa ciljnih skupin lahko dosežemo rezultate, ki si jih želimo. Seveda je to treba spremljati na dnevni bazi in pa optimizirati. Če pa to želimo vse skupaj početi, je pa prvi korak, da se zavedamo sploh, kdo so kupci na spletu. Jaz bom rekel, da največkrat se velike blagovne znamke, ko vidimo jumbo plakate, reklame dobimo domov, ko vidimo video oglase na televiziji, osredotočajo na te 3% ljudi, ki kupujejo takoj, zdaj v tem času, ki se zavedajo, da rabijo neka stvar in jo bodo kupili, ko bodo šli naslednjič v trgovino. Pozabljamo pa v veliki večini na vseh ostalih, bom rekel, del piramide, ki obstaja, torej 17%, ki še zbira zadnje informacije, preden bo opravil nakup, 20%, ki jih se zaveda, da imajo neki izziv, pa še ne vejo, da obstajamo, da bi kupili od nas, in pa teh 60%, ki dejansko sploh ne vejo, da imajo kak izziv, da bi rabili kako našo storitev ali pa izdelek, ali pa sploh ne vejo, da obstajamo.
In teh 60% je dejansko zlato, ki jih moramo na spletu obdelovati. Seveda, 3% tiste ljudi rabimo zato, da bomo hitro si pokrivali, investicije v marketing, ampak na teh 60% je pa treba potem delati zato, da bomo dejansko dvignili prodajne rezultate v prihodnje. Kako se lotimo tega? Definitivno za pridobivanjem, nekih pozornosti s pomočjo nekih e-knjižic, za pridobivanjem pozornosti preko nekih webinarjev, z nekimi nagradnimi igrami, z nekimi, manjšimi oziroma vstopnimi produkti, ki jih predstavimo, da bodo postali naše stranke na daljši rok. Potem pa, če bi razdelali to piramido malenkost podrobneje, dejansko, če gremo skozi, 3% je takih, ki se zanimajo za takojšnji nakup. Te moramo samo pravilno nagovoriti in bodo dejansko naši. 6-7% na spletu je takšnih, ki še razmišljajo o nakupu, oziroma so odprti za razmišljanje, tudi če rabijo malo puša, da bo dejansko prišlo do nakupa. 30% naslednjih je takih, ki še ne razmišljajo o nakupu, sploh. 30% naslednjih je takih, ki še ne verjamejo, da potrebujejo naš storitev ali pa izdelek, in pa tistih 30%, ki je najbolj pomembnih, nimajo nobenega interesa za nakup, nas sploh še ne poznajo. Seveda je pri tem odločanju, kako, na kakšen način, kaj bomo plasirali, zelo pomembno vedeti, v katerem smeri smo. Seveda, tisto, kar dela na business to business, ne bo delalo na business to customer, tisto, kar dela na business to customer, ne bo delalo na business to business. Kar je pa obema skupno, je pa to, da rabimo pri zastavljanju marketinške strategije zelo dobro vedeti, kdo je naš ciljni kupec, oziroma kdo je naša sanjska stranka, koga nagovarjamo, kdo je to, koliko je star, kakšno izobrazbo ima, kakšno delovno mesto ima, kakšni so njegovi interesi zunaj službe, kakšni so njegovi hobiji, da vemo do potankosti, kako izgleda naša sanjska stranka. In pa druga stvar, moramo vedeti, kje ga nagovarjamo. Ali se ta oseba zadržuje na Facebooku, Instagramu, TikToku, LinkedInu, Googlu, YouTubeu, na nekih portalih, kjer zbira informacije iz svoje stroke, ali se zadržuje na nekih portalih, kjer so neke zabavne vsebine ali novice, karkoli. Da vemo, kje se ta oseba nahaja, zato da vemo, kam se bomo skoncentrirali z našimi vsebinami, kje ga bomo lovili, da bomo na koncu lahko nekaj prodali. Ko to vemo, je pomembno, da si izrišemo potrošnikovo pot. In izris potrošnikove poti, glede na naše želje, kaj želimo, da se zgodi, ko ga bomo ulovili, izgleda nekako takole kot tale desni gantogram. Torej, kaj pa to zajema? To zajema vse aktivnosti na družbenih omrežjih. Kaj boste na posameznem družbenem omrežju počeli in kam boste iz tega družbenega omrežja ljudi pripeljali? Ali bo to direktno na vašo spletno stran predstavitveno, ali bo to na neko pristajalno stran, kjer boste mu ponudili neko storitev, nek e-book ali nekaj podobnega. Enako, kar se bo zgodilo iz samega Google oglaševanja. In pa, kaj pa potem, ko ljudje pridejo na vašo pristajalno stran, kaj se potem zgodi z njimi? A ste pobrali njihov kontakt, jih boste obdelovali z neko avtomatizacijo v zadju in skozi maile in poskušali prodati nek vaš izdelek? Ali ste jih pripeljali na sales landing page, torej na prodajno pristajalno stran, kjer dejansko boste jim poskušali prodati nek izdelek? In kaj se zgodi pol, ko bodo ta uporabnik kupil vaš izdelek? Ga zapakirate, pošljete, ali pa pogleda nek kurs, kaj pa potem? Ali ga boste kar pustili, ali boste zdrževali stik nadalje z kupci? Še en korak naprej, pri prodaji B2B je sploh pomembno, da imamo vse te sisteme povezane tudi z klicnim centrom ali pa prodajno ekipo, ki dejansko spremlja, kaj se počne v sami kampanji in na podlagi tega potem tudi pokliče te osebe za osebni stik. Se vemo, določene storitve, vseeno je potrebno, več osebnega stika, zato da pride do končne prodaje. Pri vsem tem je pa potrebno tudi biti pozoren, da smo agilni. Danes se predvsem veliko govori o agilnem oglaševanju. Kaj pa pravzaprav je agilno oglaševanje? Jaz sem ga že malenkost nagovoril prej, ko sem vam povedal spremljanje, realizacije, optimizacija. Tako da, ko pridemo od ideje do izvedbe, je zelo pomembno, da našo izvedbo analiziramo. Ampak analiza pomeni, da jo analiziramo na dnevni bazi, kaj se dogaja z našo kampanjo, kaj se dogaja v našem, prodajnem lejaku na spletu. A smo ulovili dovolj ljudi, a smo dovolj ljudi prepričali do faze 4, kjer nam je čas za klic, ali smo, kje nam uhajajo dejansko kontakti. In konstantno stremimo k izboljšavi. Naj si bodi to izboljšava teksta, naj si bodi to izboljšava kreative, naj si bodi to izboljšava ciljne skupine, ki jo nagovarjamo.
Moramo vedeti, da vedno, ko gremo ven z oglaševalsko kampanjo, je najprej potrebno stestirati, ne vem, če naredite 10 različnih oglasov oziroma 10 verzij enega oglasa. Na koncu izberete itak tisti oglas, ki najboljše performira za vas, ampak to še ni konec. To ne pomeni, da ta oglas pustimo, pa da bo zdaj trajal naslednje 3-4 mesece. Ne, ta oglas stoji, ampak delamo optimizacije na tem oglasu. Torej, da malenko spremenimo tekst, malenko spremenimo kreativ, malenko spremenimo ciljno skupino z namenom tega, da pridemo do še boljših rezultatov, ko nam jih obstoječi oglas že dela. Seveda, skozi celoten ta proces gradimo tudi blagovno znamko, s tem, da dovolj dobro brandiramo naše oglaševalske kampanje, da vejo ljudje, kaj počnemo. Zdaj pa še bom pokazal dva primera. Naprimer, en primer, kar se da z digitalnim marketingom doseči 12 mesecev, je tudi tale OE Concept. Naprimer, oni prodajajo luksuzne mobilne hiške. Ena cena njihove mobilne hiške je 150 000 evrov, to je za hiško v zadnji vrsti, v kempu, plus DDV, plus prevoz, plus še neki ostali dodatni stroški. Mi smo za njih v 12 mesecih dejansko zbrali 5306 kontaktov potencialnih kupcev. Zato je bilo investiranih 82 000 evrov, kar pomeni, da je posamezen kontakt na koncu stal nas 15,46 € in zgenerirali smo za kar 44 prodanih enot v enem letu. Še vedno pa to ne pomeni, da vseh ostalih 5250 in še nekaj kontaktov niso potencialni kupci za nadaljnje obdobje. To so vse kontakti, ki se redno obdelujejo in se zna zgoditi, da bo tudi še več prodanih hišk že obstoječim kontaktom, poleg teh, ki se dodatno še zbirajo. Vse skupaj je dejansko zgeneriralo potem 7,5 milijona evrov prodaje in to je bila kampanja, ki je potekala zgolj preko spleta. Vse stvari so potekale preko spleta. Sam resort še vedno ne stoji, je še v izgradnji in kupci dejansko kupijo hiško, ki bo stala v resortu v naslednjem letu, torej v letu 2025. Zdaj, če pogledamo iz stroškovnega vidika, dejansko sama sredstva za oglaševanje je bila na primer porabljenih še za eno hiško, še za vrednost niti ene hiške ne. Tako da bom rekel, da tale kampanja je bila zelo uspešna, potekala je pa, bom rekel, v večjih državah, v veliki večini Češka, Slovaška, Poljska. Tule gospa Mojca sprašuje, na kakšen način so bili pridobljeni kontakti. Kontakti so bili pridobljeni s pomočjo zgolj in samo Facebook oglaševanja, kjer smo ljudi vozili na determinirane pristajalne strani, ki so bile v native jeziku, v Nemčiji, na Slovaškem, na Češkem, na Poljskem in pa seveda tudi Avstriji. In tam smo ljudi povabili k temu, da v zameno za kontakte si prenesejo brošuro, kjer dobijo več informacij o samem resortu, izgradnji, ceniku in tako naprej. Potem so bili pa ti kontakti skozi marketinško avtomatizacijo obdelani do te mere, da so se odločili za prvi Zoom klic z njihovo prodajno ekipo. Drugi primer iz prakse je pa na primer tale, bom rekel, manjša kampanja, ki je potekala v Sloveniji v letu 2022. Najprej Obsen, bom rekel, zelo nizka investicija takrat, ker so tipali, komaj so začeli z prodajo sončnih elektrarn in takrat so v enem letu investirali zgolj 4753 evrov. V zameno za to smo takrat zbrali dejansko 215 direktnih popraševanj za elektrarno in pa 560 popraševanj za vloge za soglasja. Moram reči, da v letu 2022 smo bili mi pionirji tega, da smo poslovni model tako zastavili, da smo prodajali vloge za soglasje preko spleta. V tistem momentu še to nihče ni počel, zato smo tudi bili toliko uspešni. Dejansko je vsak izmed, bom rekel, oddanih popraševanj za soglasja dobil potem možnost nakupa soglasja in tisti, kjer so kupili soglasje, smo ga potem pa seveda pri Obsenu tudi izdelali. V 2022 je ta kampanja Obsena doprinesla 1 255 000 evrov prometa, ki pa smo ga potem v prvih 5 mesecih leta 2023 že skoraj presegli. Torej v 5 mesecih je bilo seveda investiranega potem več sredstev, ker so videli, da zadeva deluje, smo pojačali marketinške aktivnosti. Takrat smo pridobili v lanskem letu 283 popraševanj za elektrarno in pa 433 popraševanj za soglasja, kar je v 5 mesecih zgeneriralo 1 720 000 evrov prometa za Obsen. Konec leta pa je ta številka narasla za 2,4-krat, so bili končni podatki zdaj. Če pa želimo seveda takšne rezultate doseči, pa v ozadju rabimo neko
marketinško avtomatizacijo, kot sem jo že prej omenil. Mi sami uporabljamo sicer marketinško avtomatizacijo Mautic, ki smo jo sami tudi razvili in jo tržimo. Zakaj je to pomembno? Zato, da imamo vse maile, vse telefonske, imene, priimke in vse podatke o potencialnih kupcih, uporabnikih in tako naprej shranjene na enem mestu. In da imamo tam tudi, bolj pošiljamo avtomatizirane maile, splošne maile in pa da imamo sledljivost. Zakaj govorimo o sledljivosti? Predvsem zaradi tega, ker napoved GDPR-ja v letošnjem letu je takšna, da bo uporabnik, vsak posamezen uporabnik lahko samo enkrat v 12 mesecih potrdil ali pa zavrnil piškotke na vaši spletni strani, v spletni trgovini. Kar pomeni, da če bo nekdo dal, da ga naslednjih 12 mesecev ne smemo slediti, bo velik primanjkljaj pri, pri podatkih, ki jih potrebujemo za oglaševalske kampanje. Zato je danes zelo pomembno, da se lotite gradnje, lastne baze uporabnikov, lastne baze, kontaktov, da jih boste lahko obdelovali na daljši rok in pa seveda, da boste jim lahko sledili. Ker s pomočjo marketinških avtomatizacij vi vidite tudi, kaj posamezni uporabnik počne izven tega, ko bomo mi pošiljate mail. Torej, katere pristajalne strani si pogleda na vaši spletni strani, katere izdelke si pogleda v vaši spletni trgovini, koliko časa preživi na posameznem izdelku. In na podlagi tega mu lahko potem pošiljate prilagojene e-mail vsebine, SMS vsebine, pokličete in tako naprej. Tako da to je zelo pomembno, da se tega lotite čim prej, saj bo to zelo pomemben dejavnik v letošnjem letu. Kaj pa lahko storite danes že sami? Danes sami lahko naredite dejansko to, da pripravite kreative, ki vzbudijo pozornost. O tem smo danes veliko govorili. Video vsebine in še enkrat video vsebine. Poleg tega pa seveda, ko dobimo pozornost od ljudi, je pomembno, da potem tudi preberejo, kaj jim želimo sporočiti. Torej, naredite naslov, ki vzbudi pozornost in zanimanje. Uvod, ki bo naredil hook, da bo dejansko pritegnil bralca k temu, da bo prebral celotno vaše sporočilo, ki mu ga pošiljate, in pa na koncu klic k akciji. Zapomnite si, da če ne boste ljudem povedali na spletu, kaj želite od njih, da bodo naredili v naslednjem koraku, tega ne bodo naredili, zato ker bodo šli pač naprej gledati ostale vsebine. Potrošniki na spletu smo kot mali otroci, si zapomnite, če nas ne prime nekdo za roko, pa nas pelje čez prehod za pešce, bomo pač nekako po svoje leteli čez cesto, se rad pošalim. Tako da, dajte klice k akciji izpiliti, vse sporočila, ki jih date ven, naj bodo res ciljno usmerjene in povejte uporabnikom, kaj naj naredijo v naslednjem koraku. Za konec vas pa z veseljem povabim še na našo marketinško konferenco, ki bo potekala 26. marca, zdaj je že kar 11. Tokrat bomo imeli več kot 20, izkušenih strokovnjakov iz področja iz prakse, več kot 250 podjetnikov pričakujemo, ki bodo se udeležili konference kot obiskovalci. To so podjetniki, marketingarji, prodajniki, tako da je super, priložnost za mreženje. Imeli bomo kar 3 strokovne okrogle mize in pa tudi govorca iz tujine. Tako da, če bi koga zanimalo, z veseljem povabim, da se pridruži. Zapomnite si, da investicija v marketing se vam mora enkrat povrniti in dejansko marketing je zato, da boste skozi, vaše aktivnosti na koncu prodali več. Zavedajte se, da marketing ni tek na šprint, torej ne bo iz danes na jutri prinesel vam visokih rezultatov, je maraton, torej vse stvari, ko jih počnete, bodo imele vpliv v roku 6 mesecev, največji vpliv pa potem dobijo v 12 mesecih aktivnega delovanja. Zdaj pa, za vse, ki ste se danes, udeležili tega webinarja, najlepša hvala, se vam zahvaljujem za pozornost. Za vas smo z ekipo pripravili 30-minutni brezplačni posvet, kjer se lahko prijavite na tele QR kodi, se vam odpre dejansko Calendly, kjer se prijavite, zberete termin in vam bomo pomagali z nasveti, kako lahko sami dejansko uredite neke stvari, če boste prišli s konkretnimi vprašanji, ali pa kako lahko dejansko v sodelovanju z nami postavite svoje marketinške aktivnosti na višji nivo ali pa dejansko preselite svoje marketinške aktivnosti na splet. Tako da, za vse te 3 stvari smo vam odprti, z veseljem na voljo za pogovor. Tale PPT in pa seveda tale webinar vam bomo tudi poslali na mail, tako da boste lahko si pogledali še tudi za nazaj. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, z veseljem še odgovorim, če ga boste napisali, tako da počakam trenutek ali 2. Hvala tudi vam za udeležbo.
Gospa Kristina, ja, tudi vzdrževanje WordPress strani nudimo, dejansko poleg postavljanja strani, trgovine in vsega tega ostalega tudi delamo vzdrževanje, tako da za več informacij mi lahko pišete tudi na mail ali pa se dobimo na klicu in se dogovorimo, kaj točno vas zanima. Kakšna posebna cena za karto za konferenco? Ja, dobite popust na mail, to sem pozabil prej povedati, hvala gospa Mojca, da ste pripisali. Vsi, ki ste si ogledali tale webinar, dobite tudi kodo, ki jo boste dobili v zahvalnem mailu za ogled, tako da boste imeli popust na udeležbo na konferenci. Tako da, jaz mislim, da glede na to, da ste si zahvaljujete, jaz se tudi zahvaljujem še enkrat vam, če bo pa kakršnokoli vprašanje, pa z veseljem se vidimo na kolu 1 na 1. Tako da, hvala vam za danes in vse dobro v letošnjem letu.